In če smo z otroke na nek način v stiku, tako čustveno, da na nek način približno vemo, zakaj gre, da živimo z njimi polno, potem bomo tudi vedeli, kdaj moramo otroka malo potisniti v kakšno situacijo, čeprav je on negotovo prestrašen, a ne, kdaj pa v resnici brez potrebe ta skrb, v smislu kakšnih popoldanskih krožkov. A je treba pa 4 letih, da hod, ne vem, na kakšne, ne vem, glasbene ulice, če mu ni prijetno, ali ni treba. No, vidiš, eni otroci se tam res zabavajo in boš magar pred vrati čakal in spodbudil in rekel, zdaj ne greš težko not, ampak tam ti pa pol to ključna se ti splača, tam jaz najprej pospremlja, pa tam gledala skozi okna, pa tako, skušaš narediti, da spodbudiš ta preskok, ne, v neko okolje, ki mu je tuje. Pri stvari, ki pa nimaš občutka čist, a je to sploh vredno ali ni vredno, tam pa ni treba siliti, ja. Zakaj bi silil otroka, ko je mejhan, v stvari, ki mu ne pašejo? Ker pol z leti otroci itak radi imajo stvari izvan družine. A veste, tega se vam ni treba bati, da en otrok, ki bo polno živel, pa imel možnost raziskovanja doma, pa bo vedoželjen, pa se bo veliko pogovarjal, pa boste vi odzivni na njega, ti otroci bojo imeli ideje. Ali za šport, ali za glasbo, ali za tehniko, karkoli. Sigurno bojo najdel nekaj, to ne bojo otroci brez iniciative, pa z dolgočaseni. In nam ni treba skrbeti tako, ne vem, prezgodi, da bomo ne vem, vsemu nudili v obdobju, ko v resnici najbolj rab nas.